Prosti pa so od leve proti desni Jernej Leta Černič, Matej Avbal, Matej Štomšič, Simon Umek, Peter Lah in Marko Crnkovič. Mislim, da smo bilo osnovno misel že napovedali in predlagam, da gospod se začnete. Predvsem hvala organizatorju za to prireditev in lep pozdrav vsem, ki ste se danes tukaj izbrali. Današnja javna tribuna bo posvečena zelo aktualnemu vprašanju sovražnega govora. Zlasti nekateri primeri zadnjega časa kažejo, da se je ta pojav že tako manifestiral v naši družbi, da je treba o tem spregovoriti nekaj analitičnih besed, več kot samo začudenje ali preprosto zgraženje nad tem, kajti gotovo se nihče s tem ne more strinjati. Ker današnjemu pogovoru v okviru okrogle mize so se zbrali zelo sogovorniki, zelo kompetentni sogovorniki, ki se na tak ali drugačen način tudi s to temo ukvarjajo, bodi si z javnim nastopanjem, bodi si tudi v strokovnem delovanju. Sam pojav sovražnega govora ima več oblik, oziroma bom rekel več dimenzij. Na eni strani gre gotovo za neko psihološko in sociološko ozadje vseh, ki v sovražnem govoru sodelujo, zlasti tisti, ki ga izvajajo. Potem pomembni so tudi primerjalno-pravni elementi in pa seveda tudi opredelitve v slovenskem veljavnem pravu, ki se nanašajo na sovražni govor. Ker se v zadnjem času vedno bolj pojavljajo tudi primeri, v katerih so v sam sovražni govor vpleteni tudi druge osebe, ne samo posamezniki, ki so sicer predmet sovražnega govora, je seveda to še posebno vprašanje, ki je toliko bolj občutljivo, če gre za takšne osebe, kot so recimo otroci, ki so posebej zavarovani za mednarodnimi konvencijami. Skratka, vidikov je veliko. Za začetek pa mi dovolite, preden podam besedo sogovornikom, da povem še nekaj v neki drugi dimenziji, kajti sovražni govor je gotovo tudi nasprotnik svobodne demokratične družbe, v kateri, vsaj po definiciji svobodne demokratične družbe, poteka nenehna izmenjava mnenj o vseh perečih družbenih vprašanjih in življenjskih vprašanjih. Zlasti tudi o vprašanjih razvoja družbe. Razprava in polemika je lahko ostra, kajti pogledi so lahko različni, vendar prav sovražni govor je pa tista maja ločnica, ki jo v svobodi demokratični družbi ne smemo prestopiti. Kajti, če prestopamo to mejo, potem so ogroženi elementi in osnove svobodne demokratične družbe, ki vendarle temelji na nekem sodelovanju ljudi z različnimi pogledi, ki se pa prizadevajo za skupno dobro. V tem pogledu seveda tudi ni mogoče govoriti o izločevanju nasprotnikov z neprimernimi sredstvi žaljivega govora ali z kakšnimi drugimi žaljivimi oblikami. Če si na kratko pogledamo še samo, kje v veljavnem pravu v Republiki Sloveniji je sovražnemu govoru namenjeno posebno mesto, o tem bodo več spogovorili kolegi pravniki, vendar naj povem le to, da pozna ustava poseben člen, to je 63. člen ustave, ki naravnost prepoveduje vse oblike sovražnega govora. Ta člen ustave je kasneje preveden tudi v ustrezno določbo kazenskega zakonika, to je 297. člen kazenskega zakonika, in seveda tudi v številne neformalne, bolj formalne
oblike, recimo zlasti kodeksi, etični kodeksi, ki opozarjajo na etično komponento. Toliko za uvod, pa bi kar začeli in začenjam na desni in prosim za besedo Marka Crnkoviča, publicista, ki ga z zanimanjem prebiramo. Izvolite. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. Moram reči, da sem malce presenečen, ker sem doslej bil navajen neke druge definicije same vsebine sovražnega govora. Moram priznati, da v medijih govorimo o sovražnem govoru predvsem v zvezi z anonimnimi komentarji na internetu. To je običajna, o tem govorimo, kadar govorimo o sovražnem govoru. Resnici na ljubo je treba priznati, da mediji marsikdaj ne vidijo svojih lastnih tekstov, lastnih besed in hočem reči, sovražni govor se pojavlja nedvomno tudi v medijih samih. Da celo na paradoksalen način takrat v tekstih, ki kritizirajo sovražni govor. Sovražni govor je verjetno ravno tako mogoče napadati z drugim sovražnim govorom. Tako da, jaz sem zelo vesel, da sem povabila na to okroglo mizo, ker sem imel že predtem po mojem pravilno občutek, da bom zvedel še kaj o sovražnem govoru z drugega vidika, bolj pravnega, da ne rečem. Skoraj da bi mi lahko rekel, da so moje predstave o sovražnem govoru definirane z z levo-liberalno ideološko oziroma z levo-liberalnimi stališči. Velikokrat to ne dela. Velikokrat je sovražni govor omejen na izjave v zvezi s posamezniki ali skupinami, ki so deležne posebne zaščite ali ki naj bi bile deležne neke posebne vljudnosti v javnem govoru. Tako da obtožbe, da gre za sovražni govor, so veliko, bi rekel, skoraj da za lase privlečene, zato ker so, gre za to, da gre za neke hitre, ne zelo osnovane in trdne argumente, da se pač nekaj ne govori. Zelo lahko je nekoga utišati na ta način, da rečeš, da to se pa ne spodobi govoriti. Tako da, jaz bi skoraj da prosil ostale sogovornike, ki bojo še z drugega stališča pisali in definirali sovražni govor, da to naredijo pred mano, pa se bom potem seveda z veseljem vključil debato. Hvala lepa, potem pa kar prosim za nekoliko bolj pravno definicijo naslednjega sogovornika, dr. Jerneja Letnarja Černiča. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz se bom predvsem dotaknil razmerja med svobodo izražanja ter pravicami otrok. Moj kolega dr. Rablov pa potem podal predelitev sovražnega govora. V bistvu pri izražanju, svobodi izražanja, svobodi govora se pač pojavljajo določene omejitve, ker svoboda govora ni neomejena vrednota. In zato se moramo tudi pač vprašati, kakšno je razmerje med javnim in zasebnim. Ali mora država zagotavljati svoboda govora tudi v razmerju med dvema posameznikoma, med dvema zasebnima subjektoma. Ker vemo, da človekove pravice so tradicionalno
konstruiranjem razmerja posameznik proti državi. Ali potem lahko država vstopi tudi v razmerje med dvema posameznika, kot na primer nek časopis, neka revija objavi določen članek, objavi določeno sliko, ki bi lahko bila na meji nekega svobodnega. In pri tem je prav človekovih pravic dokaj jasno. Če pogledamo na primer konvencijo o pravicah otroka, v 16. členu govori o pravici do zasebnosti vsakega otroka, ki pravi, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju njegovo zasebno življenje, družino ali dom. Potem v drugem stavku še piše, da otrok ima pravico do zakonitnega varstva proti takšnemu vmešavanju ali napadu. No, tukaj se pač pojavlja vprašanje, kakšna je potem narava te obveznosti, ki ima država, da zagotavlja vse človekove pravice tudi v razmerju med zasebnimi subjekti. In običajno v pravu človekove pravic se pojavlja doktrina, da imajo države obveznost spoštovati, varovati, uresničevati človekove pravice. Obveznost spoštovati ni kontroverzna, ki samo pravi, da država se ne sme vmešavati in ne sme kršiti človekove pravice. Bolj kontroverzna je pravica varovati človekove pravice. Se pravi, da država mora varovati svobodo govora, svobodo izražanja tudi v razmerju med dvema posameznikoma. Se pravi, da država ima neko pozitivno obveznost, da zagotavlja, da bodo določene vrednote v njenem ustavno-pravnem redu sprejeti. Ni dovolj, da država samo stoji v strani, ni dovolj, da ima država samo neko negativno obveznost, mora tudi nekaj storiti, da se vzpostavijo določene vrednote v njenem ustavno-pravnem redu. In takšno definicijo je podala tudi Komite Združenih narodov pod konvencijo o pravicah otroka, ki je v svojem poročilu glede Grčije in glede Belgije pač poudaril, da država mora vzpostaviti ustrezne zakonske ukrepe, da se bo spoštovala pravica do zasebnosti vsakega otroka. Sprav, da gre za pozitivno obveznost te države, ki je bila poudarjena na ravni Združenih narodov. Enako je podal odbor Združenih narodov o pravicah otroka tudi v poročilu zoper Slovenijo, o Sloveniji iz leta 2004, ker tudi pravi, da ima država Republika Slovenija pozitivno obveznost, da zagotavlja uresničevanje človekovih pravic na njenem ozemlju. Če se mogoče na kratko osredotočim tudi na regionalno varstvo človekovih pravic, na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, in kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v večjih primerih poudarilo, da, naprimer, ko se objavi določena slika nekega otroka v časopisu, to pač ni mogoče brez nekega predhodnega soglasja. Če pogledamo, naprimer, primer Reklus in Davulis proti Grčiji, je sodišče reklo, da je potrebno predhodno soglasje staršev za objavo otrokovih fotografij v nekem mediju. In zaradi tega, ker pač tega soglasja ni bilo, je bila Grčija pač spoznana za odgovorno kršenja svobode govora oziroma svobode izražanja. Enako je, na primer, sodišče podalo v primerih Klas proti Nemčiji in Bekert proti Združenemu kraljestvu, ki je tudi zapisala, da ima država pozitivno obveznost, da se uresničuje svoboda izražanja v razmerju med dvema subjekti. Potem je pa še tretja obveznost, obveznost uresničevati človekove pravice. Tukaj pa pač pomeni, da država mora sprejeti ustrezne zakonske ukrepe, nameniti določena proračunska sredstva, da bo mogoče pač uresničevati te pravice. Na kratko, to pomeni, da morajo, na primer, slovenska sodišča v Republiki Sloveniji pač zagotoviti neodvisno preiskavo, neodvisno sojenje, ki bo pač uresničena to pravico do svobode izražanja. Da bi se tukaj ustavil, pa bi predal besedo profesor Šturm. Ja, hvala lepa. Da nekoliko vendarle omogočimo, da razprava ne bo samo pretežno smerjena v eno strokovno plat. Pa zdaj prosim še dr. Beta Laha,
ki nam bo nekaj povedal o etičnih vprašanjih, ki se pojavljajo ob sovražnem govoru. Hvala lepa. Torej, tednik Mladina je objavil fotografiji dveh znanih politikov v družbi svojih mladoletnih otrok. Na eni je vojni zločinec, na drugi izvoljeni poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Iz načina objave in spremljajočega besedila je razviden namen urednikov, to je diskreditacija domačega politika. Mejo dobrega okusa so uredniki prestopili v trenutku, ko so demokratično izvoljenega poslanca primerjali z nacističnim vojnim zločincem. Ko pa so v zgodbo potegnili otroke, so prestopili tudi mejo etično dopustnega. Pri etiki komuniciranja gre za vprašanje, kaj je dobro. Ne gre za vprašanje, kaj je pravično, ampak kaj je dobro. Izhajamo iz stališča, da je cilj etičnega ravnanja boljši človek in boljša skupnost. Ne gre torej v prvi vrsti za vprašanje, ali je bila človeku ali skupnosti povzročena krivica. To je vprašanje prava. Gre za vprašanje, ali smo zaradi določenih odločitev novinarjev in urednikov boljši ljudje in boljša skupnost. Vas povabim na kratko analizo te objave, vsebine fotografije in konteksta objave. Pri tej analizi je pomembno, kdo je na fotografiji, ob kakšni priložnosti je bila posneta in kakšen je bil njen namen. V primeru fotografije gospoda Grimsa in njegove družine lahko torej rečemo naslednje. Glede oseb, da je Branko Grims javna oseba, ki se je svobodno odločila za delo v politiki. Da so člani njegove družine niso javne osebe in da so na fotografiji tudi otroci. Glede dogodka in kraja lahko rečemo, da je bila fotografija posneta na dogodku, ki je javen v omejenem smislu, ne v polnem smislu besede javen. Glede uporabe fotografije v časopisu pa lahko rečemo, da je fotografija bila uporabljena v čisto drugačnem kontekstu, kot je bila posneta, in da je namen avtorjev zapisal v Mladini, da očrnijo gospoda Grimsa. Kaj lahko rečemo na osnovi teh ugotovitev? Prvič to, čeprav je gospod Grims javna oseba, ki se je prostovoljno odrekel delu svoje zasebnosti, da vendarle sme upravičeno pričakovati določeno zasebnost. To velja še posebej v prostem času, ko je v družbi svojih otrok. Na osnovi lastnih izkušenj, omejenih izkušenj z novinarji Mladine lahko z obžalovanjem ugotovim, da se ne znajo vesti pri verskih obredih. Fotografija je bila posneta pri Maši, če sem prav videl. Maša ni javen dogodek na enak način, kot je javno športno tekmovanje, koncert ali politično zborovanje. Kot verski dogodek sodi v sfero zasebnega, z redkimi izjemami, kot so javni pogrebi, blagoslovi in podobni obredi. Poznavanje in spoštovanje tovrstne specifike verskega dogodka je znak zrelosti in strpnosti. Novinar, ki med udeleženci verskega obreda lovi žrtve za poznejše fotografske manipulacije, se giblje po etično nedopustnem terenu. Objava fotografije, na kateri so mladoletni otroci, je le izjemoma etično dopustna. Fotograf predno pritisne na sprožilec in urednik predno pošlje zadevo v objavo, morata znati prepričljivo argumentirati, da je objava takšne fotografije nujna za razumevanje nečesa, kar je nedvoumno v javnem interesu. In javna radovednost ni javni interes. To upam, da razumemo. Klasičen primer tega je fotografija sestradanega ali pretepenega otroka v članku, ki želi osvestiti javnost o tragiki lakote, vojne ali telesnega kaznovanja otrok. Z drugimi besedami, dobro, ki ga avtor in urednik želita doseči, to je ilustracija neke tragedije in motivacija javnosti za njeno odpravo, to dobro mora biti veliko in tudi realistično dosegljivo.
Samo tako lahko upravičimo poseg v dostojanstvo in zasebnost otroka. V primeru Mladine nisem zasledil nič takega, s čimer bi se fotografinja in urednik lahko odkupila za grob poseg v dostojanstvo družine. S gospodom Repovžem se strinjam v eni točki, namreč, da je Goebbels otroke zlorabil s tem, ko jih je uporabil v propagandne namene. Strinjam se, da so bili podobno zlorabljeni Grimsovi otroci. Vendar v tem zadnjem primeru jih ni zlorabil njen oče, ampak časopis, katerega urednik je gospod Repovž. Tragika Mladine in slovenskega novinarstva je v tem, da njen urednik in predsednik Društva slovenskih novinarjev tega nočejo ali ne morejo videti. Namesto, da bi opravičil svoje ravnanje, si je odgovorni urednik Mladine gospod Repovž sam nataknil zanko s tem, ko gospoda Grimsa obtožuje, da ravna enako kot nacistični zločinec. Če je že kakšna vzporednica v tej zgodbi, je to med Goebbelsom in Mladino. Pa še besedo o vzrokih za to vrstno nestrpnost in žalitve. Sklad Josipa Jurčiča je pred 3 tedni organiziral forum o kakovosti in avtonomiji v novinarstvu. Glede na udeležbo takrat bi človek lahko sklepal, da pri nas ni nobenega problema. Vendar mislim, da ni tako. Na tistem forumu smo na primer slišali iz ust kompetentne novinarke o, citiram, kabinetnem političnem aktivizmu med novinarji, o jurišnikih, o dvojni morali in solidarnosti, se pravi eni za naše in drugi za njihove. Novinarstvo kot profesija je staro nekaj 100 let. V tem času smo imeli tudi novinarje in medije, ki so bili izrazito enostranski, agitatorski in žaljivi. Po mojem mnenju ni naključje, da je takšne vrste novinarstvo v narekovajih cvetilo ravno v obdobjih, ko so bili mediji in novinarji odvisni. Tu ne govorim samo o odvisnosti od avtoritarnih režimov ali sebičnih lastnikov. Obstaja še bolj nevarna odvisnost, ki je v tem, da novinar ali urednik postane agitator ali misionar neke ideje ali skupine. Mislim, da bi o tem vidiku neodvisnosti morali več razmišljati, ker je bolj pomembna kot neodvisnost od zunanjega pritiska. Zunanje omejitve namreč, naj mi bo dovoljeno parafrazirati Jezusa, bodo vedno obstajale. Zrelost in avtonomija pa sta v tem, da si človek izgradi notranjo svobodo, ki seveda ni v pubertetniškem zavračanju vseh pravil in omejitev, ampak v zavzetem iskanju tega, kar je resnično, lepo in dobro. Če zaključim, v trenutku, ko sem lahko miselno ali pa za višje cilje žrtvoval otroka kot urednik ali kot fotograf, sem prebil jez, ki zadržuje vode vesolnega potoka. Močno upam, da bo naše nocojšnje srečanje pripomoglo kot pravi škode na tem jezu. Hvala lepa. Hvala lepa. Se spet vračamo po tem zelo zanimivem pogledu z etičnega vidika na pravni segment in sicer dam besedo dr. Mateju Avblju. Hvala lepa za besedo. Jaz bom poskušal pravzaprav na povabilo gospoda Crnkoviča narediti nek korak nazaj in pravzaprav z konceptualnega vidika, ustavno-pravnega vidika pojasniti, kaj pravzaprav pojem sovražnega govora zajema. Zdaj, kot ustavni pravnik sam pristopam k pojmovanju moderne ustavne demokracije prek 2 ključnih vrednot. To sta vsebinska in procesna vrednota. Kaj imamo v mislih? Na eni strani vsebinsko vrednoto človekovega dostojanstva, iz katere raste vsak ustavni sistem in je namenjen ohranjanju le-tega,
Na drugi strani pa ta, kot sami pravim, procesna vrednota svobode izražanja, ki daje v bistvu posamezniku možnost, da to svoje človekovo dostojanstvo razvije, utemelji in izživi v ustavni politični skupnosti. Ti dve vrednoti, človekovo dostojanstvo in svoboda izražanja, sta ključni za obstoj ustavne demokracije in sta med seboj neločljivo, inherentno, vzajemno povezani. Ne gre pa zdaj samo za to, catch, problem je pa tudi nekaj druge. Ker tako, ko sta ti dve vrednoti med seboj inherentno, vzajemno povezani, sta lahko tudi in sta tudi v konfliktu. Kako zdaj iz teh dveh vrednot, v kateri govorimo o človekovem dostojanstvu in svobodi izražanja, pridemo do opredelitve sovražnega govora? Preprosto. Sovražni govor je tista oblika izražanja, ki poseže v samo jedro človekovega dostojanstva. Tako zdaj z ustavnega vidika in abstrakto sovražni govor lahko definiramo kot tisti govor, ki ne uživa ustavne zaščite. Takšen govor, ki ne prispeva ničesar pomembnega, vsebinskega, kot bi reklo ameriško vrhovno sodišče, na trg idej. Namen sovražnega govora je izključno razširjati, promovirati, spodbujati sovraštvo, celo nasilje. Njegov namen je posegati v človekovo dostojanstvo. Torej, ko razmišljamo, ko se pogovarjamo o sovražnem govoru, se vse premikamo na premici med osebnim dostojanstvom in svobodo izražanja. Kaj pa je zdaj tista zadnja, opremljiva definicija sovražnega govora? Ja, takšne pravzaprav ni. Zato, ker se pojem sovražnega govora od vsake družbe do družbe lahko spreminja. Ne zdaj v bistvenem, kot sem rekel, v tistem, kar v temeljnem posega v človekovo dostojanstvo, ampak različne družbe lahko sovražni govor pojmujejo različno. Zakaj? Glede na svoj politični, celokupni, ustavni in zgodovinski kontekst. Tako v Združenih državah Amerike, ko govorijo o sovražnem govoru, bodo pojem sovražnega govora razlagali dosti bolj restriktivno kot v Evropi. V Evropi pa pojem sovražnega govora razlagamo bolj široko, zaradi naših grozljivih izkušenj z drugo svetovno vojno in vsem tistim, kar se je na evropskih tleh počelo. Torej, ko se bomo zdaj pogovarjali o slovenski definiciji sovražnega govora, moramo biti pozorni na naslednje. Če bomo sovražni govor opredelili preveč široko, če bomo kar vse pometali v sovražni govor, bomo preveč posegli v svobodo izražanja. V nasprotnem primeru, če bomo premalo pozornosti posvečali sovražnemu govoru, bomo dopuščali posege v človekovo dostojanstvo. Zdaj, če smem, bi si vzel še minuto, da pogledamo, kako je v Sloveniji na normativni ravni pravzaprav ta sovražni govor opredeljen. Zoper koga in kakšno sovraštvo se mora izražati, da govorimo o sovražnem govoru. Tu je naša ustava, ki bazira pravzaprav na priporočilih Sveta Evrope, jasno. Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Torej, naša ustava našteje primeroma, katere oblike sovraštva so prepovedane, hkrati pa pušča odprto, tako kot kazenski zakonik, tudi vse druge oblike širjenja sovraštva. Ampak s tem še ne vemo, kako je zdaj sovražni govor definiran v Republiki Sloveniji. To bodo morala povedati sodišča.
Kot je že povedal profesor Šturm, ta ustavna določba je naprej konkretizirana in izvedena v kazenskem zakoniku, torej tudi kazenski zakonik ščiti pred sovražnim govorom žrtve njegove in še ena pravna podlaga za zaščito žrtev sovražnega govora je obligacijski zakonik. Če zdaj sklenem, kaj lahko rečemo o sovražnem govoru v Sloveniji na tej konceptualni normativni ravni? Na konceptualni, normativni, ustavno-pravni ravni imamo v Sloveniji sovražni govor dobro pokrit. Ustrezamo naše kvalifikacije sovražnega govora, je primerljiva s tistimi, ki od nas recimo zahteva Svet Evrope. Problem slovenski je v praksi. In kje jaz vidim ta problem? Ta problem je v nenačelnosti, demagoškosti, ko govorimo o sovražnem govoru. Ko je predmet sovražnega govora prava oseba, se bo sovražni govor napihoval. Bo koncept sovražnega govora silno širok. Ko pa bo predmet sovražnega govora ne prava oseba, bo pa koncept sovražnega govora zelo ozek. In tu mislim, da je v Sloveniji ključni problem v realizaciji naših konkretnih ustavno-pravnih normativnih okvirov in v njihovem nenačelnem, demagoškem in še drugačnih oblikah njegovega izvajanja v praksi. Toliko zaenkrat iz moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil še Simona Umeka, da nam pove še svoj pogled na temo današnje problemize. Hvala lepa za besedo. Ja, objava spornih fotografij, kakor je bilo že danes omenjeno, ne posega zgolj v osebnostne pravice ali pa v dostojanstvo, čast in dobro ime, in tudi ne naprimer v kazensko pravno zavarovano dobrino, ki je zagotavlja 297. člen kazenskega zakonika, ampak taka objava fotografije lahko posega tudi v svobodo izpovedovanja vere. Na začetku bi rad izpostavil, da je bila fotografija družine poslanca narejena pri Sveti Maši in sicer v največjem slovenskem romarskem središču na Brezeh pri Mariji Pomagaj. Iz same fotografije je to jasno razvidno. Dejstvo pa, da je bila družina fotografirana na Brezah, je veliki večini javnosti znano. Vendar ne glede na to, ali to dejstvo razvidno iz fotografije ali ne, je bilo to zagotovo poznano fotografu, kot tudi avtorju. Zdaj, v zvezi s svobodo izpovedovanja vere mi prosim dovolite, da navedem nekaj dogmatičnih ustavno-pravnih izhodišč. Vsekakor je vedno potrebno izhajati iz ustave. Ta namreč v 41. členu zagotavlja svobodo izpovedovanja vere v zasebnem in v javnem življenju. Svoboda vere je bila tako kot ena temeljnih človekovih pravic priznana že v 16. stoletju s sporazumom v Augsburgu. Prav tako pa je bila sestavni del prvih dveh modernih dokumentov o človekovih pravicah iz 18. stoletja, in sicer Virginijske listine pravic in francoske deklaracije o pravicah človeka in državljana. Ustava bivše države je, kar je zelo pomembno, določila, da je izpovedovanje vere svobodno, vendar da gre zgolj za zasebno stvar posameznika. Zato je bilo izpovedovanje vere v bivši državi omejeno zgolj na zasebno življenje posameznika. Ustava Republike Slovenije, sprejeta leta 1991, pa je ta koncept bistveno spremenila. Namreč ustava določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev svobodno, tako v javnem kot v zasebnem življenju. To normo zelo dobro konkretizira tudi Zakon o verski svobodi, sprejet leta 2007, in sicer določa, da je verska svoboda v zasebnem in javnem življenju nedotakljiva in zagotovljena. Gre za pravico do svobode izbire in sprejetja vere, svobodo izražanja verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da vsakdo sam ali skupaj z drugimi zasebno ali javno izraža svojo vero v bogoslužju, pri pouku, praksi in verskih obredih ali tudi drugače. Pravna teorija navaja, da je svoboda vere tvori svoboda oblikovati in imeti vero, ki je specialna oblika svobode misli. Svoboda izpovedovanja in razširjanja vere, ki je specialna oblika svobode izražanja, ter svobodo izvrševanja vere, ki je pa specialna oblika svobode ravnanja.
Tako svoboda izpovedovanja vere izključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Vključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Poleg nauka se za vero namreč bistveno pravila tudi ravnanja, ki izhajajo iz njenega nauka, kot na primer bogoslužje oziroma obredi, običajno tudi povezovanje v skupnosti. Vse oblike izražanja svobode vere so zavarovane slovensko ustavo in tudi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ker je torej svoboda vere s sprejetjem ustave leta 1991 zagotovljena in varovana, ne več zgolj zasebnem, temveč tudi v javnem življenju, je s tem vera postala sestavni del javnega življenja oziroma družbe. Država je zato dolžna, kot so že kolegi pred mano omenili, z aktivnim ravnanjem zagotoviti izvrševanje vere in drugih opredelitev, med drugim tudi zavarovati svobodo vere pred posegi tretjih. Hkrati mora država zagotavljati strpnost med pripadniki različnih ver oziroma prepričanj ter tudi tretjimi. Zdaj, kako je bilo omenjeno ustava v 63. členu med različnimi temelji za opredelitev nestrpnosti, sovraštva in tako naprej, omenja tudi izrecno versko nestrpnost, sovraštvo in nasilje in to specialno transformira tudi kazenski zakonik. V zvezi s svobodo izpovedovanja vere pa bi rad upozoril tudi na drugi odstavek 16. člena ustave. Namreč tukaj so posebej naštete nekatere pravice in svoboščine, ki jih ni mogoče omejiti ali začasno razveljaviti, niti v izrednem ali vojnem stanju. Med omenjenimi je tudi verska svoboda iz 41. člena, s čimer ustava nalaga državi, da v vseh okoliščinah zagotavlja uresničevanje te pravice. V 16. členu tako ustava poleg ustavno-procesnih jamstev uvršča svoboda izpovedovanja vere ob bok nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja kot dvema primarnima, temeljnima, osnovnima človekovima pravicama. S tem je svobodi izpovedovanja vere priznan poseben ustavni položaj. V zvezi z ustavno presojo zakona o verski svobodi iz leta 2010 bi rad opozoril, da je ustavno sodišče jasno povedalo, da je država dolžna spoštovati pravico posameznikov do svobodnega, osebnega ali skupinskega izpovedovanja vere ali drugih prepričanj in da država ne sme potiskati vere na stranski tir družbe, saj bi to lahko povzročilo prav nasprotno, namreč diskriminacijo na podlagi vere in zanikanje neutralnosti države. Iz tega izhaja, da mora država vsakešne posege tretjih v svobodo izpovedovanja vere preprečiti, njihove kršitve pa sankcionirati. Zdaj pa, če mi še dovolite, delna opredelitev v zvezi s kontekstom, v katerega je bila položena fotografija družine spoštovanega poslanca in sicer udeležba pri bogoslužju in povezovanje z družino nacističnega zločinca lahko predstavlja elemente hudega posega v svobodo izpovedovanja vere. Namreč, ne glede na že omenjeno, je iz tega konteksta lahko razviden tudi namen stigmatizacije in diskriminacije vernikov. Ni mogoče namreč drugače ali pa povsem drugače razumeti primerjave med družino pri Sveti Maši in družino nacističnega zločinca. Zdaj, kar je tukaj še pomembno, je, da je vera namreč človekova nespremenljiva značilnost in tako sestavni del nespremenljive človekove identitete. Takšna objava fotografij ima lahko psihološki učinek utišanja vernikov, kar je v nasprotju z idejo dejanske svobode izražene v družbi in v nasprotju svobodo vere. Poleg tega pa lahko takšna objava fotografij v določenih okoljih prikliče v narodovo zavest zgodovino poniževanja in sovraštev, temelječih na različnosti. Pride lahko do izrazito hudega negativnega kolektivnega učinka, ko nek del družbe sledi propagandi, tudi s konkretnimi protipravnimi dejanji. Zato mi na koncu dovolite, da povzamem še besede nemškega profesorja ustavnega prava in pravne filozofije, dr. Gerharda Robertsa, enega vodilnih teoretikov, ki se ukvarja z versko svobodo v Evropski uniji. Namreč on pravi, da je verska svoboda ključna za uresničevanje vseh drugih človekovih pravic. Spoštovanje verske svobode pa pomeni sprejeti versko prepričanje drugega, mu priznati legitimnost, ga priznati kot izraz dobrega v človekovi eksistenci in spoštovati njegovo drugačnost. Namreč, le če spoštujemo drugačnost drugega, smo lahko resnično sami tudi edinstveni. Hvala za enkrat. Ja, hvala lepa. Zdaj pa dan besedo še
Dr. Matej Tomšiču. Najlepša hvala za besedo. No, jaz danes ne bom govoril toliko o samem konceptu sovražnega govora ali pa o njegovih pojavnih oblikah, ampak bolj o zlorabi samega pojma oziroma koncepta sovražnega govora. V tem smislu se bom kar precej navezal na to, kar je prej govoril kolega Avbel. Skratka, ko govorimo o samem sovražnem govoru, ne moremo mimo same svobode izražanja, katere integralni del je tudi svoboda govora. To dvoje je nekako, sicer na nek bolj negacionen način, med sabo tesno povezano. Namreč svoboda izražanja kot pravica posameznika, da svobodno izraža svoje stališča, svoje ideje, da javno konec koncev zagovarja vrednote, iz katerih pri svojem delovanju izhaja. To je v bistvu ena, lahko rečemo, najpomembnejših civilizacijskih pridobitev. Ena od tistih civilizacijskih pridobitev, ki konec koncev moderno zahodno družbo delajo drugačno, delajo specifično. Je pa seveda tudi eden od temeljnih elementov moderne demokracije. Lahko rečemo kar, da je eden od glavnih pogojev za njo. Namreč demokracija, kot jo poznamo na Zahodu, temelji na avtonomnih in med seboj različnih posameznikih, ki to svojo različnost tudi svobodno izražajo in se na podlagi te različnosti tudi med sabo povezujejo in delujejo v javnem življenju. Kar pomeni, da so različne ideje, različne vrednote, različni interesi dejansko legitimni, seveda v določenih okvirih. In zato je, lahko rečemo, da brez tega, da bi ljudje lahko prakticirali, javno prakticirali to svojo različnost preko svobode izražanja, preko svobode govora, brez tega ne moremo govoriti o najbolj temeljnih pogojih za obstoj demokracije v nekem okolju. Kot takšna seveda je svoboda izražanja in z njo svoboda govora tudi ustavna kategorija. Je integralni sestavni del vseh modernih ustavnih ureditev. Jasno je, da je svobodo govora, kot vsako drugo svoboščino, mogoče tudi zlorabiti. Ne? In to nas privede zdaj do samega pojma sovražnega govora, ki nekako bi, tukaj ne bi bil neke strašne konceptualne definicije zahajal. V splošnem gre tukaj za neko širjenje nestrpnosti in sovraštva do posameznikov in skupin z namenom povzročanja škode dotičnim posameznikom in skupinam. In kot takšno je pač jasno legitimno lahko sankcionirajo na takšen ali drugačen način. Vendar tudi sam koncept sovražnega govora je mogoče zlorabiti v neke politično-ideološke namene. Na način, da postane dejansko neko sredstvo miselne kontrole in pa izločanja, recimo temu na rekovajih, neprimernih idej in stališč, izločanja iz njihovega javnega diskurza in lahko posledično tudi iz političnega življenja. Problem je namreč v tem, da sovražni govor, kot je bilo tudi že prej povedano, ni neka egzaktna kategorija, ki je bilo mogoče recimo jasno izmiriti, kjer je bilo mogoče povedano, kje se konča recimo meja svobode govora, kje se začne sovražni govor. In kot tak seveda ni prost od nekih vrednostnih, ideoloških ali pa celo političnih opredelitev. No, boj za sovražni govor je ne samo pri nas, ampak tudi v pretežni meri pa, oziroma še posebej izrazito pri nas, predvsem orožje politične levice. Ta svoje poglede običajno predstavlja kot svobodoljubne in s tem edino zveličavne in interese njej ljubih družbenih skupin kot neke neodtujljive pravice. Kar nekako logično izpeljejo, da tisti, ki recimo teh interesov ne podpirajo, ki nasprotujejo njihovim pogledom, da se nekako jih predstavlja kot praktično podobnih stvari, kot nazadnjaške, desničarske ali celo recimo fašistoidne in kot takšne problematične. Problem pa tukaj problem nastane, ko dejansko se poskuša ta domnevni boj proti sovražnem govoru udejanjati kot neko sredstvo v bistvu medijske cenzure. Sredstvo neke cenzure javnega govora.
v smislu zahtev potem, da se od nekih konkretnih, recimo, vprašanjih, recimo, politično občutljivih vprašanjih poročalo na nek točno predpisan način, oziroma, da se bi v javnosti v zvezi s temi vprašanji postavljajo neke točno določene poglede. Primer, recimo, konkreten primer tega, ki bi ga lahko navedel, je bil, recimo, so bile debate, ki so se v medijih pojavile o predlogu novega družinskega zakonika. Namreč pred časom je bila na to temo, predvsem na temo novinarskega poročanja o tem predlogu družinskega zakonika, organizirana neka okrogla miza, ki so jo organizirali zagovorniki tega novega družinskega zakonika. No, na tej okrogli mizi so razpravljavci, med katerimi sta bila tudi predsednik Društva novinarjev Slovenije in pa predsednica častnega razsodišča tega društva, so se postavili na stališče, citiram po medijih, da pri temah, ko gre za temeljne človekove pravice, ni treba imeti nasprotnega mnenja. Kaj to v praksi pomeni v tem konkretnem primeru? To pomeni, da tisti, ki imajo denimo zadržke do porok istospolnih ali do pravice, da leti lahko posvojijo otroke, in ko takšni zato nasprotujejo seveda zakoniku, si ne zaslužijo mesta v medijih, ker pač, kot so rekli te naspravljavci, nasprotujejo človekovim pravicam. Kljub dejstvu, da možnost denimo posvojitve otrok se strani istospolnih partnerjev obstaja le v izraziti manjšini evropskih držav. Kaj to pomeni, da se v vseh ostalih državah, v katere sodijo tudi nekatere stare demokracije, sistematično kršijo človekove pravice. In se pravi, to pomeni, da tista stališča, ki so recimo v evropskem smislu, v evropskem prostoru povsem legitimna ali pa celo večinska, se tukaj nekako razglasijo za nekako politično neprimerna ali celo blizu sovražnega govora. No, zadeva je toliko bolj sprevržena, da si v luči dejstva, da si človek, ki trenutno celo predseduje uradni novinarski asociaciji in ki se v javnosti predstavlja kot eden glavnih borcev zoper sovražni govor in ostale, recimo temu, anomalije v novinarstvu, v svojem časopisu privoždi škandaloznosti, kot je omenjena primerjava družinskih slik, o kateri je bilo danes že kar dosti povedanega, kar je po vseh definicijah, ki jih on sami in njemu podobni uporabljajo, tipičen primer sovražnega govora. Gre za definicijo, ki jo oni sami zelo pogosto aplicirajo na ostale. Mislim, če to ni primer sovražnega govora v skladi z temi opredelitvami, potem ne vem, kaj bi to lahko bilo. No, zdaj je pa konec koncev še bolj problematična, da ta boj za, recimo, domenjeni boj zoper sovražni govor lahko postane dejansko sredstvo nekega političnega boja ali pa celo boja, recimo, zoper, recimo, politično neprimerne medije. Tukaj velja izpostaviti predlog, recimo, novega zakona o medijih, kjer eden od členov določa, da lahko tiste medije, ki nekako širijo sovražni govor, se pravi, širijo takšno in drugačno nestrpnost, da jih je mogoče preprosto ukiniti. In to je mogoče, in to lahko stori ne sodišče, kot bilo recimo normalno, ampak takovani medijski inšpektor, se pravi nek državni uradnik, ki je dobesedno neposredno podrejen izvršilni oblasti. Tukaj si lahko predstavljamo, kakšne možnosti zlorabe tega se lahko odprejo v primeru sprejetja tovrstnega zakona. No, za zaključek bi lahko sklenil nekako, da je politična instrumentalizacija boja zoper sovražni govor v bistvu lahko še bistveno hujša od samega sovražnega govora. Hvala lepa. Hvala lepa. Ob poslušanju zelo zanimivih razprav sogovornikov mi je v spomin prišla knjiga, ki sem jo bral že pred kakimi 20 leti izpod Teresa Miodriga Biljatoviča. To je bil roman o človeku s 4 prsti, tako nekako se glasi naslov, kjer on tudi daje neko definicijo tega, čemur bi danes rekli sovražni govor. Namreč, ko razmišlja in razglabla, kako je prišlo do velikih grozodejstev na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, zapaža, da tisti, ki so povzročali te hude zločine proti človečnosti, nasprotnikov niso označevali za ljudi. Ampak so jih najprej morali.
Tisti, ki so povzročali tako hude zločine zoper človečnost na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, teh svojih žrtev niso označevali za ljudi, niti gledali nacionalne kot ljudi. To so bili ne ljudje. Zato so zanje vedno uporabljali neke druge slabšalne oznake. Jaz jih zdaj tu ne bom navajal. Podobno se je pravzaprav začelo že v nacionalsocialističnem sistemu, kjer je najprej bila na vrsti neka manipulacija za mediji, na to je sledila označevanje oziroma slabšalno označevanje določenega sloja ali določenega ali posameznikov, ki nenadoma postanejo neljudje. In če niso ljudje, jih je seveda potem možno izločiti in uničiti na najbolj brezobzirne načine. V nekem smislu lahko zasledimo take javne oblike tudi pri nas. Jaz bom navedel nek drug primer, ki se je slučajno sicer tudi pojavil v istem tedniku, vendar ni tako začelen zanj, ker se je pojavil že pred drugje in večkrat. In sicer gre za primer, ko o žrtvah povojnih pobojev pri nas govorimo kot o prekopavanju kosti. Ko se torej v nekem dogodku izražamo omalovažujoče in posmehljivo. O dogodku, ki je pravzaprav pomenil zločin zoper človečnost. To je zdaj tudi inkriminirano v Kazenskem zakoniku, je pregovorljivo, vendar ne vem, ali je že prišlo tudi v zavest vseh, ki mimo grede ujde recimo taka primerjava, da bo neka novinarka televizije Slovenije igrala na kost, očitno je bila mišljena kost nekih žrtev povojnih pobojev ali podobni očitki o prištevanju ali o prekopavanju kosti, kar se še vedno sem tukaj najde pomeni. Tudi tu je oblika sovražnega govora in sicer sovražnega govora, ki se ustrajno ponavlja. Da ne govorim tudi o drugih oblikah, ko je pa takšna ali drugačna oblika sovražnega govora naperjena recimo proti posameznikom na zelo veliko krat tudi ne s fotografijo, ampak za grobo karikaturno sliko. Tako imam v spominu sliko mojega kolega, nekdanjega ustavnega sodnika, kako je bil podoben s sliko, kjer mu z motorko žagajo glavo na pol. Čas, to je možno storiti. Veliko takšnih podobitev na robu, mislim, oziroma ki bi bilo čez rob sovražnega govora, so namenjene tudi posameznikom iz vrst političnih strank. Največ je tega bila gotovo deležna v kar dolgoletnem času tudi največja opozicijska stranka. To je seveda daleč od načela tekmovalnosti in izmenjave mnenj v svobodni demokratični družbi, kjer političnih tekmecev ne izločaš, jih ne obkladaš z etiketami, s katerimi jih delaš ne tekmece, s katerimi jih delaš ne ljudi, kot take, ki, parafraziram, ne sodo med nas in se torej lahko z njimi zgodi to, da jih na taka ne drugačno tem izločim. Težko si predstavljam, to je zdaj nekak druga istočnica, ki jo zdaj vržem svojim kolegom, kako naj Slovenija najde v teh težkih kriznih časih najmanjši skupni imenovalec, ki ga vsaka družba potrebuje, ne samo za družbeno sožitje, ampak tudi za razvoj ustavne demokracije in za soočanje z življenjskimi problemi, pred katerimi se sooča. Slovenija je danes pred težkimi izzivi. Kako naj te izzive reši, če v Sloveniji divjajo strasti izločanja političnih tekmecev,
ki ne skušajo najti pogledov naprej, ki ne skušajo ugotoviti, kateri so ključni razvojni problemi slovenske družbe in ki pravzaprav na nek način delajo žrtve iz posameznikov in iz določenih družbenih skupin. Kdo želi besedo iz kroga sogovornikov? Jaz sem pravnikom zelo zahvaljujem za vse, kar so povedali. Kot nepravnik, da ne rečem kot novinar, moram povedati, da je to splošno ena hujših sivih lis ne samo v novinarskem znanju, ampak v medijih sploh, namreč poznavanje prava. Mislim, da se zelo veliko stvari v medijih sploh ne bi bilo objavljeno, če bi pravniki imeli več besede. In pravniki bi imeli več besede, če bi bilo več tiskovnih tožb. Meni je po eni strani nerodno, da kot novinar govorim o tem, da je premalo tiskovnih tožb. Sam sem sredi ene take tožbe, ki mi ni nič kaj všeč. No, to ni važno. Hočem povedati, da se vse, kar se pri nas objavi, tudi zelo sporne zadeve, se vzame preveč zlahka. Iz filmov, če ne drugače, vemo, kako v tujini najprej sporne zadeve preberejo pravniki in povejo, ali nas lahko kdo zaradi tega toži. Pri nas tega ni, oziroma v zelo majhni meri, tako da bi pa le apeliral na to, da če bi več o tem razmišljali, bi bilo veliko lažje v slovenskem mediju. Tako da bi pa se samo še vrnil na eno stvar, ko je naš pravniški kolega Umek povedal. Za gospoda Grimsa je rekel, da je bila fotografija njegove družine posneta pri maši. In zaradi tega, da je deloma omejeno javno friziranje. Ja, ali bi bilo kaj drugače, če bi bila posneta na košarkarski tekmi? Stališče nekoga, ki ne odobrava te fotografije, je popolnoma irelevantno, ki je bila posneta. Mogoče je to neko pravno vprašanje, glede varovanja človekove pravice, ena od pravic, konkretno pravice do izražene veroizpovedi. Ampak vsem, ki je bila ta fotografija posneta, po tej logiki bi morali od politikov zahtevati, da se sploh ne kažejo svojimi družinami, še najmanj z otroki, ker jih lahko nekdo posname in potem to uporabi kot argument, češ se je sam kazal z otroki. Mogoče bi to pravniki še malo pojasnili. Ali ima do kakšne mere, ne če ima pravico politik, ampak kakšne argumente ima, če potem to fotografijo nekdo potem uporabi v druge namene. Ali to pomeni, da politik sploh ne bi smel v javnost z otroki? Ja, no, to je zanimivo vprašanje, bom dal mojim kolegom. Gotovo pa je v tem primeru, pač vedno se govori v nekih konkretnih primerih, tudi če gre za splošen pojav, je prizadeti več vidikov. Vidik otrokovih pravic, ki je gotovo najširšen in vsega čez vse. Potem je vidik verske svobode, pa še dodatno k temu, vse pa ta dva vidika med seboj ne izključujeta. Morda najprej glede vidika otrokovih pravic.
Hvala lepa, ko sem že prej rekel, ne, pravice otrok so varovane s konvencijo o pravicah otroka. In ta 16. člen določa pač, da je potrebno varovati aktivno, ne, otrokovo zasebnost. In če nek medij objavi neko fotografijo brez predhodnega soglasja staršev, potem se pač postavlja vprašanje, ali je tak poseg v otrokovo zasebnost prekomeren ali ne. Ravno tako se postavlja vprašanje, ali je objava neke fotografije brez predhodnega soglasja otroka oziroma njegovih staršev nujna v neki demokratični družbi, kot podaja Evropsko sodišče za človekove pravice. In če objava take fotografije ni nujna v neki demokratični družbi, kakšna je potem sankcija oziroma odgovor na objavo takšne fotografije. V tem primeru pač treba podariti še enkrat, da država ima pozitivno obveznost, da varuje zasebnost tako otroka kot njegove družine. Ja, hvala. Ampak nekaj smo pozabili. Tu zdaj govorimo samo, kot da bi bila objavljena samo ta fotografija od poslanca z otroki, ne pa še neka druga fotografija zraven. To smo enostavno pozabili. Še prej se je dr. Lah. Če želite nadaljevati to? Hvala za besedo. Jaz bi se navezal na tole, kar zdaj govorimo, pa vendarle zadevo potisnil v primerjalni kontekst. Ker ogromnokrat, oziroma zelo redko, Slovenci smo v javnem prostoru, tudi v pravnem prostoru, izrazito samozadostni. In pogosto se splača na te naše križe in težave pogledati z primerjalne perspektive, tako rekoč od zunaj, da ugotovimo, kakšni so standardi normalnosti ali pa nenormalnosti, pri čemer ne trdim, da je zunaj vse suho zlato. Ampak za nek refleksivni ekvilibrium je dobro pogledati, kako se stvari odvijajo od zunaj in za namene to okrogle mize sem to tudi storil. Pogledal sem si čisto v konkretnem primeru, kako je v tujini s prakso napadov na politike, ki se odvijajo na njihovo družino. Zdaj, samih sodnih primerov nisem našel, me je pa pot pripeljala na zadnje ameriške predsedniške volitve, kjer je bila gospa Pelinova pač v navzkrižnem ognju zaradi svoje družine in zaradi noseče ženske. Noseče hčerke, ki je bila seveda tudi ženska. No in zdaj je zanimivo, kako se je ta zgodba tam odvila. Tam, v nasprotju s tem, kar tukaj ponavljamo, da mora reagirati država. Jaz se vprašam, kdo zdaj ta država je, ker ta država smo konec koncu mi. Tam ni reagirala država, ampak sami upleteni nasprotni kandidati. Obama, kot nasprotni predsedniški kandidat, je javno nastopil in dejal, children and family are off limits, kar pomeni v politične napade se družine in otrok ne upleta. Guvernerka Pelinova ne bo nič slabša ali pa boljša guvernerka, če bomo mi napadali njeno nosečo ali pa nenosečo hčerko. Skratka, v Ameriki obstaja neka javna, politična in medijska zavest, kje so meje. Do te zavesti so morebiti lahko prišli po pravni poti in so morebiti sodišča vodila ustrezne postopke in preganjala anomalije, ampak koncu je zavest ljudi, ki ustvarjajo medijski prostor, ki ustvarjajo javno sfero, ključna za obstoj ali pa neobstoj sovražnega govora. In ravno tukaj mislim, da je ključni problem v Sloveniji. Tisto, kar je v tujini, v razvitih demokracijah omejeno na marginalne medije, na sovražni govor, na stvari, ki jih recimo počno neki razupiti novinari, se pri nas zdi, kot da včasih prodrejo v mainstream. In temu nam ne more, in da bi to odpravili, ne, in da bi varovali pravice šibkejših, prizadetih družbenih manjšin, k temu nam ne more pomagati nobena država, takšna država bi bil ta medijski inšpektor. Ne? Tega si ne želimo.
Mi moramo sami priti do te stopne zavesti, da bomo takšne primere javno obsodili. Ne? Ampak zato pa mora biti ustrezna kritična masa ljudi, kritična zavest, ki se bo oblikovala šele s časom. Sam kot pravnik lahko povem zgolj to, da imamo v Sloveniji na normativni ravni vse super urejeno. Tu pa se vloga pravnikov, razen v tem meri, kot so recimo razpernej kot publicista, konča. Te stvari je treba ponotraniti in začeti izvajati. Ampak to bo pač terjalo svoj čas. Ja, hvala. V zvezi z vprašanjem, namreč gospod Crnkovič je prej omenil, moje izvanje, pri tistem sem se jaz ravno zaradi tega, ker je bila fotografija izvedena pri Maši, sem se jaz omejil na vidik verske svobode. Zagotovo pa je zelo podobno tudi, če je ta fotografija izvedena kje drugje. Namreč v svetu in tudi pri nas velja v zvezi z pravico do zasebnosti tako zvana doktrina upravičenega pričakovanja varstva zasebnosti. Razvilo je ameriško vrhovno sodišče in v eni najbolj znanih odločb je nekako zapisalo, da lahko pride celo do tega, da posameznik v svoji pisarni ali celo doma ni varovan svojo zasebnostjo, koliko želi nekaj, da je nekaj, kar stoji javno. In drugače, da je tudi nekaj, kar posameznik izvede ali pa naredi na javnem prostoru in želi to zadržati zase, lahko varovano z ustavnim varstvom. Namreč, to doktrino je povzelo potem tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, pa deloma tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko je presojalo prikite policijske preiskovalne ukrepe. V tisti odločbi je pa še Slovensko ustavno sodišče zapisalo, da pa je pravica do zasebnosti zelo omejena na javnem ali pa na odprtem kraju. Zdaj pa zagotovo, če bi bila slika otrok fotografirana tudi na košarkaški tekmi, gre do neke mere za poseg v osebnostne pravice, o čemer je tudi že kolega prej omenil. Zagotovo je pa v zvezi s fotografijo pri Sveti Maši pa ta poseg v zasebnost še toliko večji, ker gre za izvrševanje verske svobode. Toliko za eno. Morda samo še z vidika etike. Zdi se mi vedno znova pomembno, da poudarim, da etika in pravo sta dve različni zadevi. Povezani, ampak različni. Morda poenostavljam se, kolegom pravnikom opravičujem, ampak ko jaz vidim pravnika, potem mi v zavest pride vprašanje, do kam še lahko grem, da ne bom kaznovan. To je recimo pripravo, ne? Potem, ko etika pa je čist drugo izhodišče. Pri etiki je pa vprašanje, kaj je boljše. In se to vrstno, in se vprašanje, recimo, kot ga je moj sosed tule zastavil, se pravi, a bi bilo kaj drugače, če je pri športnem dogodku ali kje drugje, se nam zastavi čist drugače. Avtor, fotograf, ko fotografira, o tem se morda malo govori, ampak že fotograf je etični subjekt, predno fotografira, oziroma v trenutku, ko fotografira, se mora najprej utemeljiti, a je to sploh primerno, da tisto fotografira. In zato tu je ključno vprašanje, ne? Ali je ena zadeva primerna, ali že gre za kršenje. Človek, ko poseže v, recimo temu, zasebno sfero drugega človeka, mora to utemeljiti, in to je etično vprašanje. Utemeljiti je treba, da jaz sploh smem nadlegovati nekoga, ga fotografirati in potem objaviti in morda še manipulirati s to fotografijo. Ne? Ker v novinarstvu vemo, da princip resničnosti v novinarstvu je ravno v tem, da zadeve ne predstavljam izven konteksta, v kateri so se zgodile. Se pravi, ta kontekst je pomemben. Samo to, morda samo še na en izziv, ki ga je profesor Šturm prej navrgel.
najmanjši skupni imenovalec kot družba, jaz spet z etičnega vidika bi šel za največji skupni imenovalec, ne za najmanjšega. In ta skupni imenovalec je dostojanstvo človeka. Mi, če samo nakratko nadaljujem tisto, ko sem citiral eno kolegico novinarko na okrogli mizi tule v enem drugem kontekstu, mi ravnamo drug z drugim, oziroma v Sloveniji smo se razdelili na dve plemeni in je plemenska vojna. In to, kar je profesor Šturm govoril, je treba seveda nasprotniki drugega plemena so manjši ljudje kot mi in jih je potem seveda dovoljeno ravnati z njimi tako, kot pač ravnamo, žal. Demokracija je v tem, demokratična kultura, in tu ne govorim o inštitucijah, ampak o kulturi, je pa v tem, da sprejmemo tezo, oziroma da začnemo verjeti in se tudi obnašati tako, da smo vsi člani istega plemena. In to ne zato, ker smo enake barve, ali ker smo enake karkoli že, ampak ker smo ljudje. Ja, hvala. No, moram le nekaj povedati. Pojem najmanjši skupni imenovalec je seveda mišljen za matematično pomembno besedo. V tem primeru je recimo človekovo dostojanstvo gotovo najmanjši skupni imenovalec, čeprav gre za zelo veliko zadevo, je pa to še vedno zelo majhen skupni imenovalec. Kajti pričakoval bi, da bi našli še več poleg tega. Kajti skupni imenovalec je tisto, kar združuje različne množice idej, kjer se množice med seboj presekajo in pride do presečne množice. In so te ideje skupne. In večja, ko je ta presečna množica, bolj je družba stabilna in boljša je njena prihodnost. Če je ta presečna množica zelo majhna, je njena prihodnost nestabilna in dvomljiva. Če pa te presečne množice ni, potem je pa boj vsakogar zoper vse in svede prihodnosti ni. Jo zamislimo ni. V Sloveniji se mislim žal zelo bližamo temu, da imamo najmanjši nek zelo minimalni skupni imenovalec vse presečne množice, ali pa se kar še celo huje. Se delamo, da ga imamo. Navzven govorimo, da ga imamo, v resnici pa delamo drugače. To je seveda skrajno deviantno ravnanje, kajti to pripelje do takšne stratifikacije v družbi, da takšna družba nima prihodnosti. Mi bi morali graditi na tem, da ta skupni imenovalec postane čim širši. In tudi točno definirati, kaj vam uvrstimo. Gotovo je pa človekovo dostojanstvo gotovo je temeljno v tem. Ni pa samo po sebi to že dovolj. Morda nisem želel biti provokativen, ampak navrgel sem pa to zamisel zaradi tega, ker je zadaj ena zanimiva psihološka teorija o komuniciranju. Človek se sovražno vede samo do nekoga, ki ga ne sprejme. Če sprejmem nekoga kot, in to govorimo o sprejemanju človeka in njegovega dostojanstva, če sprejmem nekoga, se začnem do njega takoj vest, mu ne pripisujem več slabih namenov in diskurs, recimo temu, kot rečemo, civiliziran ali pa demokratičen, pluralističen, morda diskurs je v tem, da nehamo potem se napadati osebno, ampak se začnemo specifično omejevati na bodisi izjave, bodisi določeno ravnanje, ne pa na osebo, na to, kakšen je kdo. Pa govorimo raje o tem, kaj je nekdo rekel ali pa kako nekdo ravna. Kot vemo iz čist preprostega osebnega življenja, če mi nekdo reče, da sem nemogoč človek, je nemogoč kakršenkoli dialog. Sem pač nemogoč človek in nemogoč človek se ne more z nekom več pogovarjati, ki mu je to rekel.
Če mi pa nekdo reče, da sem to slabo naredil, potem se pa lahko pogovarjava o tem, kako tisto izboljšati. To vprašanje, ki ste ga zdaj v tem zadnjem krogu nekako postavili sem, je bilo v smislu, če sem prav razumel, kako nekako iz tega stanja pridati, kako preseči ta, recimo, nek začaran krog sovražnega govora. Jaz vidim, da tukaj ključno vprašanje je neka vprašanje politične kulture, oziroma ne, bom drugače rekel, vprašanje neke javne oziroma diskurzivne kulture. Ne. Politična kultura seveda je integralni del tega. Ne. Politična kultura, če jo nekako razumejo kot neko kulturo politikov ali pa recimo temu političnih igralcev, seveda ni ločena iz širšega okolja. Običajno se nekako v javnem govoru predstavlja, če mislim, politična kultura je nizka in potem se pokaže na recimo dogajanje v parlamentu, razne ekscese med političnimi igralci in podobno in se nekako poskuša to stvar zamejiti. Ne. Mislim, to dogajanje, seveda, ki ga tudi lahko gledamo recimo v tovrstnih političnih forumih, seveda je povezano z širšim okoljem. Ne, nazadnje je povezano z medijskim okoljem. Ne, in če pogledamo recimo epizode, kot je bila recimo ta z temi škandaloznimi fotografijami, ne, tukaj se lahko vprašamo, a se je konec koncev v političnem dogajanju zgodilo kaj, ki bi recimo padlo tako nizko. Ne. Jaz mislim, da ne, oziroma zelo redke so, če že bile to vrstne epizode. Ne. In tukaj rešitev dejansko je zgolj neke širše narave, gre za bolj stvar kulture, kot pa nekih recimo nekih državnih intervencij v smislu tega, da bi zdaj pa dali neko državno nadzorno ustanovo, ne, ki bi zdaj bdela nad sovražnim govorom in to sankcionirala. Ne. To bi dejansko bila lahko v bistvu neka, kako bi rekel, zdravilo, ki je bolj nevarno od bolezni, ne, v smislu tega, da bi se to lahko dejansko zlorabljalo za, recimo, da bi vsaka izvršilna oblast, ne, ki bi tukaj držala roko ali pa ne, ki bi nadzorovala to vrstno, recimo, nadzorno telo, to smo možno zlorabljala zato, da bi tiste medije, ki niso po volji, da bi jih pod neko krinko sovražnega govora preganjala. Ne. Tukaj pač ključno vlogo igrajo pač seveda družba kot taka, igra civilno družba, igrajo konec koncev mediji in medijske organizacije. Ne. Kaj je konec koncev ključen problem to vrstne epizode? Ne. Da človek, ki ureja ta tednik, ne, je hkrati še predsednik društva novinarjev. Ne. Se pravi, to vrstne deformacije prihajajo iz samega vrha to vrstne organizacije. In konec koncev, tudi če pogledamo, kakšna je bila reakcija ostalih medijev, tukaj je bila, lahko bi rekli, zelo zadržana ali pa celo sprenevedajoča. Ne. Tukaj lahko si predstavljamo, kako drugače bi bilo, če bi to vrstno stvar si privoščil recimo Reporter ali pa Demokracija ali pa kakšen od podobnih medijev. Verjetno bi bile reakcije daleč bolj silovite, kot so bile v tem primeru, kjer je sicer šlo za nek odnos v smislu, vse to res ni bilo prav v redu, ne, ampak ni bilo pa kakšnih zelo resnih, recimo, obsodb ali pa kritik to vrstnega ravnanja, z določenimi izjemami, seveda. Ne. Tako da, tukaj, in primer, ki ga je prej kolega Avbel navedel, je dejansko zelo povedan. Ne. Konec koncev, tudi sami politični igralci lahko igrajo tukaj neko pomembno vlogo, ne, v smislu nekega fair playa. Ne. In v tistem primeru, ne, ki ste ga omenili, je šlo v bistvu za odrasle otroke od guvernerke Pelenove. Skratka, je bila situacija drugačna kot tukaj, ne, kjer je šlo dejansko za otroke v pravem pomenu besede, se pravi mladoletne otroke, ki sami ne odločajo o svojih zadevah. Zato je pač vsa zgodba še toliko bolj škandalozna. Ne. In tukaj seveda igrajo pomembno vlogo ne toliko recimo nek represivni aparat države, ne. To seveda tudi pravna država sodišča morajo v bistvu svojo funkcijo opraviti. V bistvu so sodišča tukaj edina, ki lahko nekako to vrsto sekretarja opravijo, ne pa recimo neke organe, ki bo zdaj neka izvršilna oblast postavljala. In pa seveda jasno, tudi pač družba kot takšna, civilna družba, je tista, ki je bistvena pri dvigovanju neke, recimo, to vrstne javne kulture nekega javnega dialoga. Ja, hvala lepa. Če lahko še nekaj dodam, zadeve, ki danes ni bila dosti omenja, se pravi, omejevanje svobode izražanja, dokot lahko pač omejujemo svobodo govora. Še posebej, če izhajamo iz slovenske zgodovinske izkušnje, kjer je bila pač svoboda govora skozi zgodovino
zelo omejevana. Če spomnim, zakaj je gospod Jože Pušnik šel sedeti se 7 letov v samico, zato ker je pač objavil nekaj prispevkov o slovenski agrarni reformi. Oziroma, če se spomnimo iz slovenskega bližnjega konteksta, sodbe zoper pisateljico Bredo Smolnika oziroma pisatelja Pikala, kjer je bila pač svoboda umetniškega izražanja, pač tudi omejena strani slovenskih sodnih organov. Tako da, ko govorimo o svobodi izražanja in sovražnega govora, se pač moramo vprašati, kdaj lahko svobodo izražanja omejimo. In to pač lahko storimo samo z natančno in tehtno uporabo načela sorazmernosti. Se pravi, svobodo izražanja lahko omejimo samo, če je ukrep nujen, primeren in sorazmeren v neki demokratični družbi. Seveda pri politikih, ki pač javno nastopajo v slovenskem javnem prostoru, je pač ta meja, dokodra pač lahko mediji posegajo v njegovo zasebnost, pač nekoliko nižja kot v nekaterih drugih primerih. Če se na primer spomnimo primera, kjer je Evropsko sodišče prejšnjega tedna odločilo v primeru zoper Španijo. Tega zoper Španija je šlo za primer, ki je baskovski pisatelj oziroma novinar objavil v nekem časopisju članek, kjer je pač označil španskega kralja za kralja mučiteljev, se pravi mučiteljev, ki mučijo baskovske zapornike v španskih zaporih. In v tem primeru je Evropsko sodišče človekove pravice dalo prav temu gospodu Tegiju, kjer je pač zapisalo, da je Španija prekršila, preveč posegla na njegovo zasebnost in njegovo pravico do svobode izražanja s tem, ko ga je zaprlo za 1 leto in pol, zato ko je se na to zapisano. Seveda je pač drugo vprašanje primerov, ko so v igri pravice otrokov. Tako da vedno pri svobodi izražanja, imenovanju svobode izražanja, še posebej v tem slovenskem kontekstu, moramo biti zelo natančni pa previdni, ko govorimo o omenjevanju te pravice. Hvala. No, ta zadnji primer vendarle ni značilen, kajti šlo je za svobodo umetniškega izražanja. Svoboda umetniškega izražanja je posebna oblika svobode izražanja, ki ima drugačna merila. Tu so merila, se razlikujejo od umetniškega izražanja, zlasti v literarnih delih, ne v knjigah, kar tako povedal. Tu je merilo vendarle nekoliko drugačne, bolj v prid umetniškem izražanju. Ja, a morda želi kdo izmed navzočih kakorkoli sodelovati v naši razpravi? Jaz pa nema. Jaz imam eno idejo ali pa predlog morda za bodoče, da se bi ta stvar uredila. Vsakršno primerjanje nekoga ali nekaj z nekom ali nekaj, ki je bilo pravno formalno obsojeno oziroma deklarirano kot fašist, ne vem, vse te negativne predznake, ki gospod naš besednjak najde, bi se moralo tretirati kot kriminalno dejanje. Preprosto povem, če ti primerjam in ker nisi obsojen za isto stvar, recimo, ne vem, kot Goebbels na nekem procesu, si kot kriminalni dejanje. Če ti primerjaš mene in Goebbelsa, ko me bojo obsodili za Goebbelsa, v redu, takrat lahko primerjaš in delaš to. Ampak vse ostalo bi moralo se pa takoj tretirati po rabi dolžnosti kot kriminalno dejanje. To moramo pa spremeniti, ne? Hvala za tale večer. Hvala predvsem sogovornikom, posebej vesel sem bil besed prvega gosta, ki je opozoril tudi na vprašanje verske svobode. Je zanimivo, da časopis Družina, od katerega sem to najbolj pričakoval, tega žal ni opazil.
Namreč niti slučajno ni bilo naključje, da je bila izbrana taka slika. Kajti še en element je bil tukaj pristopen, ki je po moje pomemben in želel, da morda spregovorimo še nekaj o tem, kaj je. Kajti, ko smo sprejemali nov kazenski zakonik, smo imeli priložnost poslušati tudi nekatere iz kazensko-pravne katedre Ljubljanske univerze, tudi nekatere druge pravne strokovnjake, in so opozarjali, da tista najbolj sporna, najbolj zavržena in seveda inkriminirana oblika sovražnega govora je takrat, ko izpolnjuje 3 pogoje. Da to ni enkratno dejanje, ampak da ima vsaj neko ponovitev. Drugič, da gre za očitno omalovaževanje sogovornika oziroma nasprotnika, poniževanje, razčlovečenje. In tretje, da je prisotno tudi utemeljevanje tega početja, obrazloževanje ali na nek način zagovarjanje. To pa je točno tisti element, ki ga je v tej isti Mladini dodal Gregor Repovž kot urednik Mladine in nažalost tudi hkrati predsednik Društva novinarjev Slovenije. On je izrecno zapisal trditev, ki gre približno tako, da v določenih primerih, navedel je 3 osebi, mene in pa predsednika SDS gospoda Janeza Janšo, ne bi bilo pa vendarle tudi možno ljudi primerjati z nacisti. V danem primeru pa moram odkrito povedati, je najbolj boleče zame to, da so pod sliko izbrali človeka, ki je svoje otroke pobil. Jih je zločinsko pomoril na koncu svoje poti. Veste, nimam se za idealnega kristjana, nimam se za idealnega moža, sem pa dolgoročen. In vam zagotavljam eno stvar, da bom vsa pravna sredstva, ki so na razpolago, uporabil za to, da bom zaščitil integriteto svoje družine, vse pravice, o katerih ste govorili danes, in še nekaj. Pravico, da vzgajam otroke skladno s slovensko ustavo, kajti ustava mi daje to pravico, skladno z vrednotami, za katere sam verjamem, da so pravi vrednote. In moderna Evropa je nastala na temelju krščanskih vrednot in na temelju zrušitve Berlinskega zidu. Brez teh 2 elementov moderne Evrope in nas v njej zagotovo ne bi moglo biti. Iz tega razloga bi želel torej, da osvetlite še to vprašanje. Tistega uvodnika, ki je bil hkrati objavljen v Mladini, in pa morda še nečesa, kar zadevo še dodatno postavlja v čudno luč. Namreč isto zgodbo je potem nadaljeval še gospod Miheljak, v Dnevniku, ki je potem iz tega naredil celo obrazložitev, zakaj je vendar nedopustno, da v mojem primeru je navajal, da gre za zlorabo otrok, a pripelo sem jih na mašo na Dvezje. Nikogar nisem prosil, ne slika daleč od tega, lahko greste vprašati patre, da sem jih tisto leto prav prosil, če smo lahko nekje od zadaj, pa so nas tako uljudno prosili, da gremo mi tja od sprede in namreč vedel sem, da bodo tam mali naredili totalen cirkus, maša je namreč posvečena dvojčkom in seveda otroci so razumeli, da gre torej za nje, ker imam dvojčke, potem je bil v prvi vrsti mejna norišenca, ki sta skakala in pozadjala nas. Zato je tudi bilo tako vzdušje, kot je vidno na tisti sliki v resnici. In kdor v to posega, ta pač ne razume, kaj je družina in družina ni vrednota. In mislim, da je žalostno, da živimo v taki družbi. Mimogrede pa še to, ko se očita politikom, meni konkretno, da sem kakorkoli zlorabil družine. Nikdar ne boste našli posnetka, da bi jaz peljal družino ali pa izsilil na en odr, tam v strankarsko zastavo, da bi nekaj napadal. Tudi če bi, to je normativno, to je normalno v Evropi. Poglejte sosedno Avstrijo. In ne boste verjeli, poglejte predsednika naše države, pa še nekatere druge, ki so se ob zmagi na volitvah ali pa v času volilne kampanje še kako opira na svojo družino, družinske člane jih tudi izpostavljali, sodelovali so v njihovi volilni kampanji neposredno na prireditvah, na odru, so stali od njih. In kaj? Jaz sem sporen, oni pa niso. Kje pa so tu enaka merila za vse? Po ustavi ne bi bila, pač v ustavi ne bi bil vsi pred ustavo in zakonom enak. In pri tem bo strani. Ja, slišali smo zdaj veliko tehtnih pogledov, mislim pa, da je bilo vendarle skupno vsem to,
da nihče ne odobrava takšnih pojavov sovražnega govora, kot so se pojavili v Sloveniji, da se sovražni govor pojavlja tudi v medijih in ne se strani, bom rekel, nepremišljenih posameznikov in na vse zadnje, da moramo sovražnemu govoru odločno reči, ne, v taki obliki, kot se pojavlja. Mislim, da je to tudi lahko sporočilo današnjo problemu. Hvala lepa. Ob zaključku tega večera vas bi želel povabiti, jutri se začnejo Pučnikovi dnevi. Na spletni strani Inštituta Jožeta Pučnika imate predstavljen celoten program, tako da ste vrno vabljeni tudi na Pučnikove dneve. Hvala lepa za današnji večer. Dobro večer.